pa v vodi za počutek, kar se tega tiče. Čeprav je res, da včasih je to zelo nehvaležno delo, zato ker se v bistvu ukvarja z vsemi temi področji, ampak na koncu vendarle prebereš v kritikah, ki jih piše. Ne, da so pač vsi ostali zaslužni za vsako od teh področji in ti kot igralci pravzaprav samo za to, tisto, kar si stav na odru ponavadi umenjen z imenom ali pa kaj tazga. Ne, to govorim o projektih, ki so jih bila oba deležna in ki vključujejo kolektivno dušo in telo igralca. No, pa hočem reči, da se mi je zdaj pač to normalno, res pa je, da se včasih takole po takih izkušnjah zaželiš tudi, da bi v kakšni predstavi bil samo, da te pošljajo, pa na levo, pa na desno, pa seveda to ne zadrži. Jaz seveda vidim, da je prihodnost v gledališča v maksimalnem sodelovanju in nikoli nisem dojemal igralske umetnosti kot samo pa ustvarjalne. Saj mislim, da je to bila neka jugoslovanska ali pa mogoče ta vzhodni blok razdelitev, v kateri naj bi razlikovali med avtorsko ustvarjalnostjo in pa ustvarjalnostjo. In seveda tudi nek občutek nekih umetnosti, da so bolj avtorske kot tiste, kjer pač po neki predlogi nekaj delaš ali pa po neki drugi zapisov. Od Maribora naprej, 9. je bila premiera, Closer, oziroma, kako smo rekli, blizu, ne smo prevajali, sta se srečala, vedva kot, rečemo mi iz gledalske, zdaj pa govorim čisto iz gledalske perspektive, nobena igralka, bi mi tega rekla, noben igralc. Smo dejansko v bistvu imamo kot za nek, ne vem, prvaški par, recimo, drame, pa če gledam cel log od tega 9. od Maribora naprej, to recimo rečemo na zadnje nevarnih razmerih, ker sta seveda teh tudi dominantnih vlogah, Vikonta, Valmona in Markiz de Mertej, Nataša. Glavno, kot plesni par, ampak ena taka res hecna pozicija v bistvu z režiserji, ki verjetno imajo neke svoje, verjetno neke lastnosti, ki vajo, vznemirjajo, ki se vama zdijo verjetno Popovski, Mustafič, tudi Sebastian Horvat, Nataša ogromno z njim delala, tudi tistih prvih projektih Elizabet in v Epicentru. Vendarle mogoče kaj o tem odnosu do režiserja. Še vseeno mogoče ustrajam malo pri tem, da režiserji so taki in so taki. Mislim, imaš verjetno take, ki dajo več svobode, ki dopuščajo veliko ustvarjalnega deleža igralca in take, ki mislim, da tega ne dopuščajo. Jaz sem se, mislim, do zdaj naučil to, da absolutno, hočem reči tako, nenaravno seveda zahtevati. Mi imamo v glavnem razvit v Sloveniji sistem repertoarnega gledališča. To pomeni, da si tako kot ena pop plošča, kot reče pop pevka. Na tej plošči je za vsakega nekaj. Hočem reči, smo v takih skupnih hišah, te hiše imajo raznovrstne programe, v te hiše prihajajo raznovrstne režiserje in načeloma ti kot igralec v tem gledališču si seveda potuješ, od komedije, tragedije, po žanrih pa do tega režiserja, onega režiserja in tako dalje. Mislim, seveda je naravno dejstvo, da se človek z nekaterimi bolj ujame in z nekaterimi ne. Jaz imam izkušnje, da sem se ujel s kakšnimi režiserji, za katere sem mislil, da so popolnoma brez veze in nimam kaj z njimi delati, pa sem stopil na prvo vajo in sem takole in igral, ko je ena vrtavka produciral. So bili pa režiserji, za katere sem si želel delati z njimi, pa smo delali v procesu, pa ni prišlo do nobene kemije, da tako rečemo. Zdaj, to ne pomeni seveda, da se ti kot oseba, pa kot ustvarjalec ne trudiš v vsaki obliki dati maksimum iz sebe. Ampak če mene vprašate, jaz bi bil presrečen, da bi lahko delal čim bolj z ljudmi, ki so mi čim bolj blizu in to čim dlje časa. Jaz sem imel k sreči od prve izkušnje, se pravim, z Matjažem Pograjcem, to srečo, da sem delal 10 let v kontinuiteti z njim. Sem skoraj vsako leto delal predstavo z njim. Od česar se sicer ni dal živeti, sem zato seveda tudi vmes bil v Celju, v Kranju in pač kakorkoli. Ampak meni to neskončno odgovarjalo. Seveda se zavedam, da se vsako tako sodelovanje intenzivno na neki točki tudi prekine, da ne moraš ustrajati do penzije. Ampak izrazito mislim, da ko recimo zdaj delam s kakšnim režiserjem, s katerim se mi zdi, da bi se dal potegniti še več in takoj in v bistvu iti
in si reče takole po premieri, ja, tole je bilo super, kdaj se vidimo naprej, pravi, ne vem, bomo videli, če me bojo povabili, mogoče čez 4 leta. Ne. To se pravi, v moji časovni razporeditvi, ne, je to strašno dolgo obdobje, ne, tako, ko gledaš gledališke letopise, pa tako vidiš, no, ta režiser je pa v bistvu v zadnjih 20 letih 8 predstav režiral, to je velika, ne. Jaz sem pa v 2 od teh igral, ne. In to pravzaprav zelo malo, ne. Tako da jaz osebno intimno, ne, če bi to bilo možno, ne, bi si absolutno tako v sanjah predstavljal, da poskušam pravzaprav delati z malo ljudi, ne tako razpršeno vse čas. Ampak to je neka, to nima zveze z realnostjo, v kateri pač mi delamo v tem prostoru. Nataša, polna manifestacija tvojega ustvarjalnega tvojega ustvarjalnega angažmaja v teatru je bil tu vsega gost, ne? Tako si bil predstavljeno, to smo prebrali v teleknjižici, ki je pred mano repertoarni, kjer smo res z užitkom prebrali to, da je to tvoj tekst, da delate na tem, da je to vaš eksperimentalni, gledališko-fizični, psihološki, ne vem, kako bi še človek. Znači, skratka, zelo vznemirljivo je to besedilo, ki nas vabi k temu projektu. Slišim, da ste že začeli, ne, da ste junija že bili v procesu. Se da kaj? Vem, da se ne sme preveč, da je to lahko malo proti pravilom gledališča, ampak morda vseeno povedati nekaj o tem tvojem prvem skupnem. Ne bi o tem, ker to je zdaj res neka taka točka, nek tak trenutek, ne da se ne sme, ampak se noče o tem govoriti. Ko je za 2 leti nazaj, smo imeli v hiši en tak interni razpis, nek tak natečaj, za katerega smo dobili, mislim, so bila pravila igre zelo jasne, ampak ta natečaj, ta razpis je bil v bistvu glih to, ne, da pa mi manjka to, nisem realiziran tam, da se nas igralcev spodbudi v nekem kreativnem smislu, oziroma v smislu, če pa bi imel možnost, bi pa jaz to, ne. In pa smo se pač na ta razpis prijavili tisti, ki smo se, nekateri smo bili izbrani, nekateri ne. 2 projekta sta bila že realizirana v tem sklopu, no in ta naš Davorjem je v bistvu zadnji, ne. In gre res za pač dobesedno avtorski projekt, ne, ki smo se odločili, da bomo pač po neki moji grobi tekstovni predlogi v tem ustvarjalnem procesu rodili skupno telo, se pravi telo našega teksta, ki ne bo samo moj, ali pa samo Branko, ali pa samo Davorjev, ampak naš. In jaz sem se odločila v pogovoru z mojima 2 kolegoma, da je ta princip dela nekaj, kar si lahko recimo prav zdaj v teh pogojih privoščimo, to se pravi, da imamo čist interno, individualno raziskovanje mimo avtorskih poetik in diktatov in da nagovorimo in spregovorimo naši publiki oziroma publiki najprej sami sebi, pa navzven v neki obliki in v nekih temah, ki mislim, nas zanimajo, ali pa vznemirjajo, ali pa si mi domišljamo, da so zanimive tudi za ostale. Tako, in zdaj bi jaz tukaj zaključila pogovor o projektu do vsega gosta. Branko, bi bilo mogoče izpeljati Natašin projekt, če ne bi bilo sedanjega umetniškega vodje? To pri meni je nič ni zvezi. Mislite produkcijsko? Produkcijsko, ja, seveda. Ja, pravzaprav ne vem. Mislim, da je bila to odločitev hiše, ne, da v nekem... No, v neki sekvenciji, neki končni sekvenciji hišo predstavlja na vse zadnje umetniške vodje. Tako, no, se pravim, neka odločitev o tem, da se poleg nekega rednega programa začne razmišljati o to tako imenovanih avtorskih projektih, ki sicer malo meni kot zvenijo kot proslave. To sprašujem zato, ker mislim, da se izteka mandat sedanjemu umetniškemu vodju, pa me zanima naslednje vprašanje, ali je za tak korpus, kot ga predstavlja drama SNG-ja,
potrebna trda roka ali mehkejša roka, ali je ta roka, ki je zdaj ravno pravšla? Ja, okoli teh rok je tako, ne. Te roke z vidika, to je tako po Heglu, ne, klapici gospodar, ne, mislim, skratka, zame noben še je dober, kadar imam težave in kadar mi pomaga, je vedno najboljši, ne. In nobene ni to več čas, 24 ur, ne. Tako da moram reči, da kar se tiče tudi teh funkcij, ne samo gledališčno, pa tudi nasploh se mi zdijo res to, mislim, strahotno težavna mesta, no, da tako rečem, ker pač jaz mislim, da pač za nikogar ne more biti vsak, mislim, ali pa nekdo vedno, mislim, ne more biti za vse dober in vedno so pač tukaj polemike, ali pa se pač pojavi kakšna komu kaj ne paše. Jaz mislim, da recimo konkretno, torej mene v to hišo Maribor pripeljal, pač si prišel v obdobju umetniškega vodja Vilija Ravnjaka in direktorja pač Danila Roškarja. Tik pred tem sem jaz dal odpoved v Kranju in potem sem bil na Svobodi, dobil sem 4 ponudbe za zaposlitev in ta je bila najboljša. Tako, jaz sem prišel in moram reči, da sem v teh parih letih tle naredil, kar se mene tiče, nekaj izvrstnih, sem imel priložnost sodelovati v nekaj izvrstnih predstavah, mogoče pa tudi kakšna druga v redu. Tako da to je za mene v bistvu zelo dobro obdobje. Zdaj, kar se tiče pa teh, sem želel pač okoli teh avtorskih projektov podločitev. Mislim, da to ni, ne, ker to seveda se ne pojavlja samo v Mariboru, skraj so tudi umetniški vode dobro nekako zavohali, da pravzaprav, jaz mislim tako zelo na grobo gledal, ne, da pač, mislim, da zadnjih 10 let ali pa tako slovensko gledališče, ne glede na to, koliko živamo v posamezni predstavi, pa tako, da v bistvu hodijo precej problematično pot oziroma neko tako stagnacijo doživlja. No, se mi zdi, da se ne dogaja eno tako dihanje, ena taka odprtost, da bi čutili, da se umetnost v bistvu v gledališču, da se nekaj zelo vznemirljivega dogaja in v bistvu se mi zdi, da mogoče celo ponekod nekateri, in to je na raznih nivojih, da se to čuti v družbi, ampak recimo prav v gledališču se to vidi tudi potem, da je po celi Sloveniji v vseh gledališčih se je v zadnjih parih letih neskončno povečala, če že ne produkcija, pa vse želja v bistvu igralcev, da ustvarjajo sami neke predstave. Zdaj, to nisem zato, ker mislijo, da so najboljši režiserji, ampak v bistvu je to simptom tega, da so na neki točki nezadovoljni ali pa se čutijo, da bi lahko še kaj povedali, ali pa v neki drugi obliki, ali pa da ne, skratka, da se zgodi. In mislim, da se je to v Mariboru v bistvu tudi tako zgodilo v dobrem smislu, v pravem času. No, se pravi, rezultati niso vedno tisti, ki so merodajni. Včasih je dobro, da se stvari premikajo tudi po sami inerciji dogajanja. Ne. Včasih. Če bi vi bili umetniški vodja, bi se znebili repertoarnega gledališča? Ne, mislim. Ne vem, če bi bil umetniški vodja. Ne, mislim, da to ne bi bilo sploh dobro. Ne. Mislim pa, da... Pa veliko kritiziramo to repertoarno gledališče, ne, te abonmajske predstave, pa vse to malo hladno, toplo, tako naprej. Ja, veliko, ampak to, bi rekel, jaz sem pač, mene institucija zelo zanima, kot kako funkcionira, ampak v bistvu sem od nekdaj razočaran, kako funkcionira vsaka institucija, zdaj je to šola, ali to, ne vem, kancelija, ali to cerkev, ali to ne vem kaj. Skratka, kako počasi se dogajajo spremembe, kako v bistvu vsak direktor, vsaka pride nekam, vsaka se kaj zgodi, vsak minister, vsak predsednik pride z nekim elanom in potem se seveda ugotovi, da to ne gre tako, da ne gre drugače. Skratka, mislim, da gre težko, a ne? In zdaj seveda repertoarna gledališča kot taka so vedno pod napadom kritika, ne? Zato, ker so v nekih segmentih počasnejša, kot lahko neka mala enota. Ne? Jaz seveda lahko rečem, jaz sem pa v Beton tancu v 10 letih smo imeli take pa take predstave, smo pol sveta prepotovali, ne? Videli so nas tam pa tam, zakaj zdaj mi tukaj ne delamo po tem principu. To so gverilske enote, ne? Tako kot partizani, pa pač Nemci, ko so pač imeli težko motorizacijo, partizani so se pa skrivali po hosti. Se vemo, da je bil zmagovalec, ne? Ne, hočem reči, dobro, da imamo hiše, dobro, da so te hiše
vodene čvrsto, da imajo železni repertoar, dobro, da ponujajo. Da je skozi, da prideš na toplo. Da je skozi, da prideš na toplo. Edin pač se mi zdi, da morajo biti to pametne, a ne, da so pač čim bolj v komunikaciji z ljudmi, da znajo pač prisluhniti in biti, kar se da pač agilne, no, v nekem smislu, neko prožnost. Se pravi, zdaj se to zgodi tako, da gre v velik pogon, pa da se pač nekaj so limiti, pa da odpade vse, kar je potrebno, toaletni papir in tako naprej. Ampak skratka ne, mislim pa, da so potrebni, absolutno. Nataša, se ti ne zdi, da je na primeru monodrame skozi čas se najbolj vidi, kaj se dogaja v bistvu s teatrom, ne? Včasih je bila monodrama, to smo se nekoč pred leti pogovarjali, včasih je bila in si me zelo izjemno dobro, mislim, res potrjuje se z leti, takrat si kot da si bila vidka in si v bistvu še zadeve videka tudi in si zadeve dejansko anticipirala, ampak res nekoč je bila monodrama res češnja na torti, si rekla, ne, res za velikane, ne. Ti si bila že v bistvu med prvimi mladimi igralkami takrat z Elizabeth I in Elizabeth II, daj, kak je že trying, kako ne, za katero si dobila tudi šetova, takrat Get Famous or Die Trying, tako. Kjer si, ko si recimo mlada igralka, ne, si upala na nek način, ne, napolniti ta prostor, ne, in s to monodramo v bistvu si takrat rasturala sceno, to se še spomnim. Zdaj pa se mi zdi, če gledamo ta leta, tudi se spomnim, da mi je en vaš bivši gledališki, bivši umetniški vodja rekel, da pač treba, ko smo rekli, pa ljubi Bog, koga pa zasedate v monodrama, pa rekel je treba nekatere zasedati, to so bila davna leta nazaj Mariborskega teatra, ko so dejansko iz B ekipe igralci imeli svoje monodrame, ker jih druge nihče ni zasedal. Skratka, danes pa ta blazen naval teh stand-upov, tega dejansko vsaka cica-maca že lahko nastopa na lokalni televiziji z neko monodramsko. No, jaz ne bi stand-up z monodramo sploh mešala, ne, ker stand-up je zelo, to so recimo ene površnosti, ki so v našem prostoru tako zažrtvo naš prostor in s katerimi tako so te poenostavitve, ki nekako operiramo z nekčim, ne, da bi točno vedeli s čim in s tem povzročamo eno zelo veliko škodo, ne. V tem trenutku, ali v tem kontekstu, konkretno monodrami. Stand-up je žanr zase, ne, čist svoja pravila, svoje razloge, zakaj je nastal in tudi kje je nastal. Monodrama seveda ni nastala v Ameriki, ampak je to plod nekih evropskih gledaliških odrov in seveda je bila zmeraj, to je bila ta končna nagrada, ta končni trenutek, še leta nazaj so se monodrame lotevali najboljši, to se pravi res, kralji in kraljice, carji in cesarice odrov in to so bile ponavadi te velike zaključne poslovilne predstave, to se pravi, ko se igralec poslednjič sam pokloni svoji publiki v slovo, od teh oči, od teh ušes in potem zavesa pade. In je bila to zelo visoko cenjena in zelo respektirana, spoštovana gesta, ki si jo je skratka lahko, da si jo privoščili najboljši, najdrznejši, zelo redki. To, kar se je zdaj z monodramo zgodilo v teh